Živa družba, spet sem jaz, za tiste, ki nas spremljate na kanalu. Lepo pozdravljam naše naročnike. Po drugi strani pa tudi vabim nove obiskovalce, da se naročijo brezplačno na naš kanal, in sicer s klikom na kremšnito, ki je v zgornjem desnem kotičku videa na koncu. In tako boste brezplačno obveščeni o vseh novih vsebinah, ko bodo objavljene. Tukaj smo v kotičku, ki se imenuje Bela palica in je namenjen osebam, ki so slepe oziroma slabovidne. In pač vsak teden, vsak četrtek izberem določeno temo, na katero pač izrazim svoje mnenje oziroma izkušnje. Tokratna tema je pa prijateljstvo s slepo in slabovidno osebo. Jaz moram reči, da moram razdeliti prijateljstva v dve veliki skupini. In sicer ena skupina je prijateljstvo ene slepe oziroma slabovidne osebe z drugo slepo ali slabovidno osebo. Druge vrste prijateljstva so pa med slepo in slabovidno osebo in videčo osebo. Dajmo se najprej posvetiti prvi vrsti prijateljstev, se pravi med dvema osebama s to situacijo, s to zdravstveno situacijo. Ja, zdaj zadeva je taka, da recimo dejstvo je, da jaz veliko bolj zares vzamem mnenje, ki ima kaj opravka z mojo pač zdravstveno situacijo osebe, ki ima enako oziroma podobno situacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker oseba to zadevo je že živela oziroma jo živi v tem momentu. Naša zdravstvena situacija ni samo zdravstvena situacija, kot bi bila recimo, ne vem, gastritis, pa pač urediš ti želodec in pika. Ne, to je pač to, da en čut, da nam je deloma ali pa popolnoma odpovedal. To je samo en delček vsega. Drug del je potem pač vsi čustveni procesi, ki sledijo in so zajeti v to situacijo. Tretja zadeva je pa rehabilitacija. Se pravi, učiti se, kako stvari početi na drugačen način. In je tukaj čisto vseeno, ali se nekdo rodi s tako pač situacijo ali pa tekom življenja izgubi vid. Dejstvo je, da se je treba naučiti stvari upravljati drugače kot videče osebe. In razen, če nas kakšni centri usposabljajo, je treba biti kar kreativen oziroma najti načine, kako bi se naučil stvari početi drugače. Ker družinski člani, ker večinoma pač niso vsi pač slepi oziroma slabovidni, nam pri najboljši možni volji ne morejo dati pač vedno ali pa večinoma ne pravilnih idej ali pa nasveta, ker si na srečo niti približno ne predstavljajo, kakšna je ta situacija. Tako da ja, je pozitivno se družiti z osebami, ki so v enakih čevljih kot mi. Zaradi tega, ker so lahko veliko bolj empatični, ker so to zadevo že živeli. Če pa niso, si jo pa veliko bolj predstavljajo kot videča oseba. To je en velik plus. Drug velik plus je ta, da nam lahko dajo kakšno zelo uporabno idejo, kako stvari početi za našo situacijo. Ne vem, če lojski funkcionira, kako ona potico peče, bo zelo verjetno tudi meni, če nobena od naju ne vidi, ne. Če pa po drugi strani pa Mojca, ki jo imam tudi strašno rada, ampak ona pa na veliko srečo vidi, bo pa zelo težko uganila, kako bi jaz te zadeve počela brez mojega vida. Tako, no, na eno tako vzporednico pač se nanašam. Zdaj, druga zadeva so pa te čustveni procesi. Jaz svojih lastnih delic z drugimi nisem mogla, sem pač tak tip človeka. Lahko pa poslušam čustvene procese drugih, sem jih že. Jaz sem se zdaj že pač nekako naučila, da me te zadeve ne potegnejo na dno, da se ne počutim preveč slabo za tisto osebo, ki mi to razlaga. In ne, da bi bila kamen, ampak pač, če lahko s čimerkoli pomagam, sem pripravljena priskočiti na pomoč. Če pa ne morem, pa poskusim razumeti, da enostavno pač ta oseba v tej situaciji, kdo ve s kakšnim razlogom, in da jaz ne morem pomagati, in da jaz se moram pač svoje situacije lotiti in svojo situacijo rešiti, kot vem in znam. In včasih tako pač, utolažba mi pa je, da je pa včasih že to dovolj, da ti poslušaš nekoga, da ti pove, kako in zakaj se počuti. Tako da to bi bila, pač prednosti bi bile te, pač empatija, pa da ti dajo kakšen uporaben nasvet. Slabost bi bila pa, če si pa preveč psihično labilen, da te pa lahko težave drugih ljudi dol potegnejo, ne. In se mi zdi, da je človek tudi lahko na nek način v enem začaranem krogu, da se vse skozi samo vse vrti okrog te zdravstvene situacije. Ne nujno, se pravi, ne nujno, ampak lahko se pa to zgodi. Jasno, da se lahko čisto o x temah pogovarjaš z osebo, ki nima nič veze z slepoto, ampak dejstvo je, da je pa zmeraj kot en oblaček tam na nebu, da se zavedamo, da ne vidimo, ker naprimer
odvisen, koliko smo neodvisni. No, če želiš nekoga videti fizično, če si odvisen od nekoga, da te pripelje, potem je ta situacija, da nobeden od dveh ne vidi dobro, je pač skozi kot en oblaček, no, nad nami. No, potem so pa druge vrste prijateljstev, so pa prijateljstva z videčimi osebami. Mene, moram reči, da me tudi ta vrsta prijateljstev me navdušuje. Zaradi tega, ker sem jaz več kot slepa in slabovidna oseba. Jaz sem tudi mama, sem tudi hčerka, sem tudi žena, sem tovarišica angleščine, sem tujka v Mehiki, sem Slovenka, ne vem, marsikaj sem, no, tudi gospodinja sem in nisem samo oseba, ki ne vidi dobro. In če jaz pač prav uporabljam moje karte, je lahko tudi prijateljstvo za osebo, ki je videča, je lahko čisto normalno, lahko tudi živim tudi druga področja sebe, ni nujno. Če jaz sama ne bom omenjala, da pač ne vidim najboljš, če ne bom izpostavila situacije, ki so zapletene zame, je lahko čisto običajno druženje, tako kot se dve videči osebi družita. Jasno, da z določenimi detaljčki, ne, na primer lahko včasih ta videča oseba predlaga kaj, kar je za nas čisto pretežko, ne vem, ob kakšni določeni uri na kakšno mesto, ki je za nas pretežko zaradi transporta ali kakorkoli. Ali pa iz kakšnega drugega razloga, kakšna zadeva težka, ampak se to zna zelo enostavno razrešiti. Jaz vam svetujem, da vi, ki pač imate to situacijo, ki ne vidite ali pa vidite slabo, da vi predlagate, kam in zakaj bi šli, in sem prepričana, da bi se te pač videči prijatelji, da bi se nam prilagodili. Pač to je ena nevarnost, ja, da oni pač ne znajo razmišljati, ne, kakšne so naše potrebe, ampak sej imamo pa usta, ne, se pa da to izraziti. Ta druga zadeva, ki je lahko tudi nevarnost, je pa ta, večini prijateljev, ki jih poznam, ki so slepi in slabovidni, se sčasoma razvije smisel za humor. In velikokrat so to šale na račun pač tega našega nevidenja. In lahko zna biti to zelo moteče, če želiš čisto vsakič, ko se vidiš, vsaj en repertoar, vsaj enih 10 šal na temo slepote povedati. Mislim, da zna biti to tudi zelo moteče, tako da je treba biti z doziranjem tega tudi zelo previden. Ja, so pa res, ne vem, lahko so lepa izpolnjujoča prijateljstva, predvsem pa meni dajejo možnost živeti tudi ostala področja mojega življenja. Ampak najljubše zame, meni najljubša je pa kombinacija vseh vrst prijateljstev. Se pravi, imeti tako prijatelje, kot ne vidijo, in kot videče prijatelje, in pač iz obeh vrst prijateljstev vzeti najboljši. In to naj ne zveni, kot da izkoriščam, ampak pač tako pozitivno, no, razmišljanje. In jaz mislim, da so prijateljstva zato, da lepo potegnemo iz njih vsi, no, ne glede na to, ali ste slepi, slabovidni ali ste videči. Jaz upam, da je bila tema zanimiva. Če ste vi slepi oziroma slabovidni, bi me veselili, če bi pokomentirali, da bi se opogumali. Kakšnih prijateljev imate vi več, slepih in slabovidnih oziroma videčih, pa da majčkeno svoj pogled pokomentirate. Če pa vidite, pa mi povejte, če slučajno imate kakšnega slepega oziroma slabovidnega prijatelja, če pa ne, kako si predstavljate tako prijateljstvo, ali je težko, neizvedljivo ali normalno. Tukaj se vidimo spet naslednji četrtek, ko bo objavljena naslednja tema. Adijo!